Živjo. Moje ime je Urška Bračko, danes pa je z mano Marija Zlatnar-Mu. Marija Zlatnar-Mu je študirala slovenski in angleški jezik s književnostjo na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Zaposlena je kot docentka na oddelku za prevajalstvo Filozofske fakultete v Ljubljani, kjer poučuje prevajanje iz angleščine v slovenščino na prvi in drugi stopnji. Raziskovalno se ukvarja s književnim prevajanjem, predvsem prevajanjem med majhnimi perifernimi jeziki in prevajanjem dramatike, poleg tega pa tudi s prevajalsko didaktiko. Veliko njenih prevodov iz norveščine je namenjenih otrokom in mladini, številne imajo znak odličnosti Zlata hruška. Med njimi so slikanice za najmlajše, na primer Polenček odpre muzej, Åshild Kastant Johnsen in Garmanovo poletje Stijana Holeja, pa norveška klasika za otroke Alfa Preussna, Čajna ženička. Letos pa je šla še sijajna knjiga za najstnike Čez potok, ne čez most, Lynn Skober. Pozdravljeni. Kako se spopadate s trenutnimi razmerami, kako vplivajo na vaše delo? Na moje delo tako vplivajo, da nas je preveč v stanovanju. Drugače pa jaz sem že večinoma prej od doma delala, tako da kakšne posebne razlike nisem, da ljudje hodijo skozi, pa hočejo stvari od mene. Pa vas motijo. Pa me motijo. Pa pač vsa šola se je preselila na Zoom, to je drugače. To je malo smotan. Ene ljudi bi mogli leto šele spoznati, pa jih ne moram, zato ker imajo izklopljene kamere pred urami. Ja, to je neverjetno. No, pa začnimo. Knjiga Čez potok, ne čez most je verjetno predstavljala izziv za prevajanje, saj se v njej prepleta veliko različnih glasov, pripovedovalnih časov, oblik in spolov. Kako prevajalec ugrizne v tako sočen sadež? Kako se pripravi? Pa v bistvu, ne vem, prebereš knjigo. Prebereš knjigo in začneš. Treba je vedeti, da poglavja niso povezana, da je vsako svoja zgodba, da ne moreš imeti istega sistema čez celo knjigo, pa potem je dobro opaziti, da čez zadnjo poglavje pa vseeno se navezuje na vsa ostala poglavja. Kaj drugega pa ni bilo. Čim bolj pozorno je treba knjigo prebrati, pa ugotoviti, kaj te čaka. Ja, najstnike pestijo najrazličnejše tegobe in mučijo najrazličnejše vprašanja. In predstavljam si, da je bilo prevajanje knjige, ki zajema iz tako kritičnega življenjskega obdobja, ter združuje toliko različnih pogledov, dilem in dvomov, že samo na nivoju jezika zelo zahtevno. Kako se pa prevajalec približa najstniški duši, da ulovi vse nianse tudi v slovenščini? Zdaj, prevajalec ima srečo, da ima najstniške duše doma. Imam doma eno začetniško najstnico, ki je še v osnovni šoli, pa enega ravno kar bivšega najstnika. Tako da njiju sem veliko spraševala, pa njune prijatelje, pa sošolce sem veliko spraševala, pa svoje študentke so mi zelo pomagale. Smo celo 1 uro v šoli popravljali moj prevod, tako da sem imela dovolj informatorjev, da to upam, da ni bil problem. Je pa res, da razen mojih študentov na univerzi pač so vsi iz Ljubljane. Tako da šele tam, ko so oni mi pomagali, študente, sem mogoče dobila še kakšne druge podatke zunaj Ljubljane. Tako da jaz upam, da je za vse razumljivo. Ja, meni je bila knjiga odlična. Tako da. A je bil kateri izmed tekstov, monologov, kot jih je poimenovala avtorica, vezan na specifično norveško področje in ste ga morali za Slovenijo malce prilagoditi? Ali so bile pa pač tako zgodbe univerzalne, da to ni bilo potrebno? Vse so bile norveške, ampak v bistvu nobena toliko, da bi jo bilo treba ponovno napisati. Vse se je dalo prevesti. Ne vem, tista, pri kateri sem morala največ čarati, je bila tista, ki en fant pripoveduje, kako mu je mama za rakom umrla. Mislim, pač v norveščini ni bil rak, je bila bolezen, na ilustraciji je bil pa gospod, pač moški je narisan. Tako da tisti je bil največji problem, se mogli spol spremeniti, tako da zaradi tega je od raka umrla. Ni rečen, da je v originalu tudi za rakom umrla. Drugače pa ne, posod je kakšna kulturna specifika bila, to se pravi stvari, ki so vezane na norveško kulturo, ampak nikjer toliko, da se ne bi dal pač prevesti, malo posplošiti, malo razložiti, malo upati, da se bodo ljudje znašali. Kakšni hujši posegi pa niso bili potrebni. Ta je bil najhujši, spol spremeniti. Mislim, najti nekaj, kaj je moškega spola, pa ko ubije.
Ja. Kaj pa je vam iz vašega najstništva najbolj ostalo v spominu in če vas je morda prevajanje knjige Čez potok, ne čez most, kdaj popeljalo nazaj v čas najstništva, prepudilo kakšen spomin? Ja, koliko je fajn, da nisem več najstnica. Drugače, kaj pa vem, kaj se jaz spomnim, kako sem čakala, da se bo končno življenje začelo, da bo konec srednje šole, pa tega čakanja. No. Vsi smo hoteli biti veliki, ne? Odrasli. V bistvu smo samo čakali, da bo končno kaj. Moram reči, da se mi zdi, da moji otroci, vsaj ta starejši, ki je že dal to obdobje skozi, da so se imeli boljše v srednji šoli kot jaz, ampak bomo videli, kaj bo pri mlajši. Ja, na Norveškem je knjiga postala velika uspešnica in postavili so jo celo na oder. Tudi sama avtorica je po poklicu igralka. Morda spremljate avtorico, ste se kdaj srečali z njo? Mislim pa, da je šla že njena nova knjiga, ki se na podoben način posveča starostnikom. Ste to morda že prebrali? Jaz srečala nisem nikoli, spremljala sem njeno delo, predvsem zato, ker je nastopala v eni politično-satirični oddaji na televiziji in je bila zabavna, tako da tam sem jo spoznala. Te nove knjige nisem prebrala, ker mislim, da takrat, ko sem bila na Norveškem, še ni izšla, pol so se pa stvari malo zakomplicirale. Je pa, kolikor sem jaz razumela, naslov je odraslim, tako da pa sem šla zdajle pred najnim pogovorom, sem šla pogledati, je res za starostnike, pa kolikor sem razumela, povzetke pa predstavitve je prav o odraslih, ker tam piše, da je iz svojih izkušenj tudi nabirala, no, in ona ni še tam, da bi bila starostnica. Tako da jaz se bi jo z veseljem prebrala, no, samo moram priti nekako do nje. Tako da upam, da polet nam bo uspeli iti na Norveško in da se jo bo dal kupiti. Če jo pa boste izdali, pa lahko pa vi kupite. Vse to, ja. Kako pa se prevajanje daljših besedil za najstnike razlikuje od prevajanja tistih za najmlajše, kot sta na primer Polenček odpre muzej in Garmana po poletje? Zdaj najbolj očitna razlika je, da te slikanice so slikanice. Tako da se Čez potok, ne čez most je bilo tudi to, da je bilo treba se ozirati na ilustracije, ampak pri slikanicah se je treba še toliko bolj, no. Tako da ne tlačeš stvari v besedilo, ki jih ni na slikah, recimo, oziroma da ne spuščaš stvari, ki so na slikah in tako naprej. Druga stvar je, da pri slikanicah je treba paziti na to, da so ciljno občinstvo je še majhno, no? Tako da je treba najti neko tako srednjo pot, da ne zakompliciraš preveč, pa da nisi preveč pokroviteljski, pa potem imaš še to drugo ciljno občinstvo, tisto, ki bere to slikanico in moraš paziti, da zna to ciljno občinstvo, se pravi starši oziroma vzgojitelji, da znajo vse prebrati pa izgovoriti, pa da njim ne zakompliciraš življenja. Tako da bolj to je. Se mi zdi, da pri slikanicah je bolj postopek urejanja se razlikuje. Več ljudi ima več mnenj o tem, kako bi morala slikanica izgledati, kot pri knjigah za starejše otroke oziroma za odrasle. Zdaj pri teh najstnikih, ne vem, jaz v bistvu se nisem tega lotevala nič drugače, kot se lotevam knjig za odrasle, no. Se mi zdi, da ni več take silne razlike, konec koncev. Od srednješolcev se pričakuje, da bojo sposobni prebrati knjige za odrasle, tako da se jim ni treba ne vem koliko prilagajati. Pri tej knjigi je bilo posebno to, da je bilo veliko slenga in vsi moji informatorji in jaz se strinjamo, da ni hujše stvari, kot je zgrešen sleng, tako da je bilo treba na to najbolj paziti, no. Je pa sreča bila to, da je že avtorica sama v uvodu napisala, da se to v bistvu lahko uporablja kot dramska besedila, tako da greš potem vseeno lahko na malo bolj pogovorno varianto in če kdo kaj reče, mu rečeš, se je dramsko besedilo. Tako da mislim, da je bilo predvsem to, da ne bi preveč zgrešili slenga. Jaz upam, da nam je uspelo, kot rečeno, veliko ljudi je pomagali pri tem, da bi bil sleng v redu. Ja, se vidi, da je posvečeno veliko časa temu. Tako da. Ja. Zdaj pa verjetno so tudi v norveščini izrazi, ki jih ne moremo neposredno prevesti v slovenščino. Kaj naredite v takem primeru pri prevodu? Ja, zdaj jaz lahko o tem zelo dolgo govorim. Imam eno celo uro v tem v šoli, ampak
Pač različne stvari lahko narediš. Na nekaterih mestih sem pustila tako, kot je in se iz konteksta vidi, da kaj je, ali pa se pač ne vidi, pa ni pomembno, ker je bolj tam nekako za okrasno, da ustvari vzdušje. Nekatere stvari se nevtralizira, tako da se daš, da kakšno bolj splošen izraz namesto konkretnega, včasih se da tudi kaj zamenjati, čeprav mislim, da tle to ni prišlo v upoštev, ampak dal bi se zamenjati neko manj znano norveško stvar z neko bolj znano norveško stvarjo. To je ena stvar. Potem se da kaj razložiti, če lahko besedi ali pa dveh razložiš, recimo, ne vem, da ne daš samo imena znamke, ampak rečeš čips iz te znamke ali pa vrečka iz te trgovine, kaj tazga. To se še da narediti. Kaj se še da narediti? Dal bi se tudi kaj nadomestiti čist slovenskimi stvarmi, ampak mislim, da za to se nisem nikoli odločila, ker ne vem, kot bralko me to podomačevanje dosti motno, že od otroštva se spomnim, da mi je šlo na živce, da so v Ameriki potico jedli. Tako da ne bi jaz tega drugim delala. Včasih je pa kaj tudi treba spustiti, no, ampak se pravi, norveška kultura od slovenske ni toliko oddaljena, da bi čisto... Mislim, da največ težav sem imela z enimi slušalkami, zato ker norveški mulci očitno rečejo slušalkam, kaj že bilo, ja, rečejo mi po angleško, in potem da ona tam mala reče, da še v življenju ni rekla slušalke po norveški. In tisti pa bil problem, no? Naši pa kar rečejo slušalke, tako da sem pol nekako naredila, ne vem, kaj sem naredila, mislim, da sem dala prav ime modela slušalk, pa sem rekla, da še nikoli ni rekla samo slušalke. To je bilo v bistvu najtežje, no? V resnici. Pa ena druga fora je, ker norveški slang je... Pač ena od značilnosti je, da izposojenke iz angleščine, ki jih imajo ravno toliko veliko kot mi, ampak jih zapišejo fonetično, tako kot jih izgovarjajo in potem bolj neumen, ki zgleda boljše je. No? In to je nekaj, kar se v slovenščini ne dogaja. No? Tako da to je bila pač, sem pol po angleško napisala. Sem imela še eno drugo knjigo, ker je bilo še več tega in je bilo še bolj žalosten. Ker je res tak nori zapisi za teh angleških besed, tako da... To je bilo mogoče še najbolj drugače. Večinoma so bili pa kakšna imena izdelkov, kaj tazga, no. Tisto pa pač napišeš, namesto da napišeš kviklenš, napišeš čokoladka, pa je problem. Ja, odlično. No, mi dve so zaključili za danes, tako da hvala za pogovor. Hvala vam za vabilo. Ja, in se poslužijo od gledalcev. Adijo. Adijo, lepo se imejte, srečno novo leto ali neki.